res največ pesmi napišem v trenutkih, ki niso najbolj enostavni, ko pač grem skozi neke življenjske situacije, karkoli že to je, ki pač povzročijo neko, ne vem, notranjo stisko, notranjo frustracijo. Jaz recimo, če sem že kot otrok po poročilih slišala, da se, ne vem, nekje dogaja vojna ali pa kaj takega, sem že takrat skoraj občutila neko tako tesnobo, a ne. In v bistvu vsi to so bili že takrat znaki, a ne, te v bistvu hiperobčutljivosti. Odkrila eno akupresurno točko, ki se nahaja nekje tu, ki je za spuščanje žalosti. In vem, da sem takrat to točko masirala tako dolgo, da so se na eni točki samo ulile solze. In ko so se te solze ulile kot en slab, sem jaz to žalost v bistvu nekako končno spustila iz sebe. Zdaj pa se zavedam, da pač ni bom potem. V bistvu vse, kar je zdaj. Ne? In tudi tisto, kar še bo, če bo v bistvu sedanji trenutek. Vzemi dotike, vsaj moje nazaj. Sanje so večne, s njimi potujem v raj. Sanje so večne, s njimi potujem. Ditka, a si vedno za vse, te vsi tako kličajo, ali te kdo kliče tudi Edita, kakor piše v osebnih dokumentih? Ne, vsi Ditka. Že od nekdaj? Že od nekdaj. Pravzaprav Edita ni ime, s katerim bi se poistovetila. In se mi zdi, da sem tudi kot otrok sploh nisem dojela, da v resnici imam na dokumentih to ime, ker sem od nekdaj Ditka. Kaj pa v šoli, si bila tudi Ditka k tabli? Tudi Ditka pred tablo. Ditka pravzaprav posod. Edita je res pač to uradno. Ja. Zdaj poznamo te kot pevko, kantavtorico oziroma profesionalno glasbenico. Ne ve pa veliko ljudi mogoče, da si delovna terapevtka po poklicu, specializirana za delo z otroki z nevrološko motnjo. Tako, to sem pravzaprav po izobrazbi. Moj poklic pa je pravzaprav, po poklicu pa sem glasbenica. Sorry, ja. Ja, mislim, moram to poudariti, zato ker v resnici nisem nikoli pravzaprav delala v tej stroki delovne terapije. Jaz sem se iz tega izobrazila, kot si že sama povedala, tudi sem naredila še specializacijo iz te bobat terapije za delo z otroki z nevrološko motnjo. In v bistvu sem takrat mislila, ja, da bo to moja poklicna pot. In ravno, ko sem zaključila ta študij in tudi potem to dodatno izobraževanje, se je pa začelo nekako odpirati v glasbi. Takrat sem izdala svoj drugi album že in takrat se je nekako pokazala ta možnost, da bi lahko stopila na glasbeno pot nekoliko bolj profesionalno. In sem si takrat rekla, da si dam to možnost in vidim, kako se bodo stvari odvijale. Seveda pa me je potem to čist potegnilo v ta svet, ker če želiš biti profesionalni glasbenik, je skoraj težko zraven delati še en drug poklic, ne? Ker te res nekako celostno okupira to. Tako da ja, skozi vsa ta leta potem nekako nisem šla v poklic delovne terapevtke, sem pa vsekakor vesela, da imam to izobrazbo. Ampak nekako znaki, da boš glasbenica, so bili pa tudi že v otroštvu. Vsem si že po 11 letih izdala svoj prvi album, mislim, to ni lih običajno. Ja, res je. V bistvu jaz večkrat rečem, da sem se rodila v glasbeno družino, zato ker moj oče Gorazd, on je pianist, skladatelj in profesor glasbe, in jaz ga pač poznam kot profesionalnega glasbenika, ker pač vse od mojega rojstva je on že samostojen in se dejansko posveča izključno glasbi, poučevanju in pa ustvarjanju glasbe ter nastopanju. In v bistvu sem res že kot majhna deklica imela to možnost v bistvu, ne vem, sprobati različne inštrumente, zapeti na mikrofon, poslušati zelo veliko dobre glasbe, ki smo jo imeli doma. Z mojo mamo in sestro smo tudi hodile na koncerte od mojega očeta in sem v bistvu na en tak zelo lep, neprisiljen način spoznavala ta svet glasbe. In že kot majhna sem jo pač imela rada, ne. Rada sem pela, rada sem jo poslušala in ko sem bila stara 9 let, sem že napisala svojo prvo pesem. Takrat je potem tudi moj oče videl, ne, da me to res veseli in je napisal zame kar nekaj takrat teh otroških pesmic, s katerimi sem se potem predstavila na različnih otroških glasbenih festivalih, čisto kot igra, ne kot tekmovanje. In ja, pri 11 sem potem izdala ta otroški CD,
In v bistvu me je glasba torej spremlja res ves čas. No. Potem v najstniških letih sem nekako še bolj pričela pisati tudi še več svoje avtorske glasbe, avtorskih besedil. To je bil nekako tudi tisti čas, ko pač se na nek način gradiš, iščeš svoje mesto, gradiš svojo identiteto in mi je to ustvarjanje prišlo zelo prav. In v bistvu že v gimnazijskih letih potem sem nekako bolj resno pričela pač delati in kmalu potem tudi poslala svojo prvo pesem na radijske postaje. No, tako poklicno oziroma profesionalno pa sem potem na to pot stopila, kot sem omenila prej malo, po zaključku študija. Kako pomembna je bila pa družinska podpora? Misliš, da bi šla na to pot, če ne bi imela take podpore doma? Verjetno res ne. Ta podpora v družini je res zelo veliko vredna. No. Meni osebno zelo veliko pomeni. Res je mogoče težko sploh oceniti, kako bi bilo, če te podpore ne bi bilo, ker pač sem res imela to srečo, da sem pač odraščala v takem spodbudnem okolju in prepričana sem, da tudi če se ne bi odločila za glasbo, kar seveda pravzaprav ni bil moj plan, da postanem poklicna glasbenica, bi me starša pač podprla iz vseh smeri. In gotovo je zelo veliko pomeni to, da imaš ob sebi ljudi, ki jim lahko zaupaš, ki so ob tebi tudi, ko pač ne gre vse tako, kot bi si želel, in ti dajo vedno neko podporo in tudi neko zaupanje, neko upanje, da bo vedno vse v redu. Enkrat si rekla, da ne bi bilo pa nič narobe, če bi glasba ostala samo tvoj hobi. Kaj si s tem mislila? So to tisti težki trenutki, ki vseeno kdaj pridejo? Ja, sigurno. Takrat, ko pridejo težji trenutki, večkrat pomislim na to. Mogoče je res tudi to, da me je pravzaprav moj oče vedno spodbujal k temu, da naj razmišljam, da grem študirati nekaj drugega, da poklic glasbenika ni tako enostaven kruh, in da naj mi mogoče glasba ostane samo hobi. In mogoče sem ves čas to imela v neki podzavesti, Potem se je pa dejansko odprlo in sem dobila to možnost, da sem lahko pač stopila pravzaprav na to pot poklicno. In mogoče sem pač dlje časa tudi rabila, da sem to tako nekako ozavestila, da se to res dogaja. In če bi glasba ostala samo hobi, bi pač to pomenilo samo ustvarjanje in igranje zase, mogoče za moje bližnje, brez neke velike odgovornosti. Ko si pa v bistvu poklicni glasbenik, pa to vsekakor potegne zraven še veliko več, kot samo ustvarjanje in nastopanje. Moraš imeti bolj nek strukturiran urnik, konstantno je delo, ne moreš se ustaviti. In včasih seveda tudi pridejo malo težji trenutki, mogoče tudi kak čas, ko nekaj časa ni navdiha, pa te malo to zafrustrira. Če bi bilo pa to samo v bistvu v prostem času neka aktivnost, te pač ne bi. Ampak je že tako, kot je moralo biti, in seveda sem hvaležna za to. Zdaj pri tebi pesmi nastajajo verjetno iz nekih čustvenih stanj. Kdaj pišeš, na kak način ustvarjaš, je to, ko začutiš nek val čustev, da jih potem preliješ v pesem? Ja, včasih se pošalim, malo za šalo, malo za res, da pač očitno moram v življenju tudi malo trpeti, da lahko pesmi nastanejo. Ker iskreno, res največ pesmi napišem v trenutkih, ki niso najbolj enostavni, ko pač grem skozi neke življenjske situacije, karkoli že to je, ki pač povzročijo neko, notranjo stisko, notranjo frustracijo. In mi v bistvu to, da lahko te občutke zlijem na papir v obliki verzov in da jim lahko dodam potem še melodijo, je nekaj, kar me zares tako osvobodi in razbremeni. Tako da to je na nek način tak moj tudi neka terapija, če tako rečem. Pa verjetno tudi nekako smisliš bolečino, ko iz nekega težkega občutka nastane na koncu nekaj lepega, neka pesem, neka umetnost, nekaj, kar tudi ljudem mogoče pomaga, ko so v podobnih trenutkih. Tako se mi zdi, da potem dobi tudi smisel ta neka bolečina, recimo. Evo, točno to, zelo lepo si to povedala, ja, in se strinjam vsekakor. Še posebej pa je to tisti občutek, recimo, ko greš pisat poln nekih čustev, včasih se tudi ne počutiš najboljš, ampak vseeno je tisti navdih prisoten, ko pa nastane pesem pa pravzaprav začutiš še en tak, tako olajšanje,
In če potem ta pesem doseže še nekoga, ki se je mogoče znašel v podobni situaciji in mu pomaga, je to v resnici največ, kar si lahko želim kot umetnica. Bi mogoče tudi priporočala ljudem, da bi bilo fajn, če si vsakdo najde nek način, da ko čuti neko stisko ali pa neka čustva, ki jih ne more izraziti, recimo, ne vem, drugim ljudem, da najde nek ta način, da jih da ven, ali tudi če nima nekega tega, mogoče tok talenta umetniškega, ne. Kako pomembno je, da ne držimo tega v sebi. Absolutno, to je izredno pomembno. Mislim, da sta dve stvari pomembni. Pomembno je to, da si najprej dovolimo čutiti, potem pa, da ta čustva spustimo, a ne. In vsakomur svetujem, da najde nek svoj medij izražanja. In tudi, če mogoče pač nimaš tistega velikega talenta, ne vem, za ustvarjanje glasbe, nič hudega, lahko samo pišeš, a ne. Se mi zdi, da ko že zapišeš nekaj, kar čutiš, da že kar zgubi tisto težo, ne vem, za veliko več procentov, a ne, ugotoviš, da sploh včasih ni tako grozno, kot se zdi v tvoji glavi. Tako da mogoče res eno tako kreativno pisanje, niti se ni treba obremenjevati, da to zapakiraš v verze, če ti uspe, super, če ne, a ne. Mogoče samo pisanje dnevnika je že lahko ena odlična vrsta terapije. Veš, kaj me zanima, a se je kaj spremenilo tvoje življenje, odkar si dopolnila 30 let, a zaznavaš to kot neko prelomnico, je bilo pred tem mogoče katero drugo leto tisto bolj tako? Pa mogoče ni bilo to ravno najbolj prelomno leto, sem mogoče že, verjetno misliš v smislu osebnostne rasti tega, ne. Se mi zdi, da sem že prej, ne vem, dobila neke ideje, kaj življenje pravzaprav je in kaj je zares pomembno. Mogoče pa zdaj, kakšno leto po 30. Sem pa nekako še bolj znam postaviti prioritete v življenju, no, in se tudi vedno bolj zavedam tega, da pač ta trenutek zdaj je vse, kar imamo, a ne. In mogoče se bo komu zelo smešno, da se pri tako mladih letih že ukvarjam s tem, ampak res sem veliko začela razmišljati tudi o minljivosti, ampak v takem sproščenem smislu, a ne s tem, da se obremenjujem s tem, ampak predvsem v tem, da vem, da pač nimamo pač nešteto časa tu na tej zemlji in kako zelo pomembno je, da pač te trenutke res izkoristimo tako, da smo pač srečni. Pa ostanemo še malo pri glasbi, pa greva pa malo bolj na, Okay. na take teme. Zanima me samo še, koliko časa recimo rabiš, da izdaš en album, tako kot zdaj recimo tvoj zadnji z naslovom Fly Higher, a ne? Ja, res je. Koliko časa to? Čisto odvisno je, kako se pač lotim, a ne. Običajno je bilo vedno tako, da smo pač izdajali single, da so pač, ko se je nabralo dovolj teh pesmi, je šel album. Pri meni je bilo to običajno nekako, mislim, da na 3 leta, kar tako slučajno, a ne, nisem to računala. Tako da ja, so bolj nastajale tako sproti. Recimo ravno ta album Fly Higher, ki si ga omenila, to je pa moj prvi album, ki je v celoti v angleščini, šel je lani. Ta album je pa nastajal kar dolgo. Mislim, da prva pesem, ki sem jo potem izbrala za album, je nastala že nekje 7-8 let nazaj. In potem so skozi to obdobje, ki je bilo kar pomembno in je tudi prineslo kar veliko nekih spoznanj tudi o sami sebi, so te pesmi nastajale v bistvu kot neki odgovori na ta notranja vprašanja. Tako da potem, ko sem se pa lani odločila, da si želim tudi ta košček sebe pokazati ljudem, mojim poslušalcem, poslušalkam, smo se pa potem nekako že v začetku leta pač lotili delati tudi na aranžmajih in nekako dobrih 7 mesecev, ampak res tako skoraj vsakodnevnega dela, da smo to vse posneli, da smo to vse spravili v to audio obliko, ki jo lahko poslušate danes, a ne. Potem pa seveda ne samo proces nastajanja te glasbe, tudi še vse ostalo, kar sodi zraven, od vizualne podobe, a ne, pa potem same promocije albuma, skratka, ta je bil najbolj tako, bom rekla, zgoščeno narejen, no. Kako pa doživljaš razliko ustvarjanja v angleščini in slovenščini? Ker meni se zdi, da tudi, ko poslušam slovensko glasbo ali pa angleško, ne, da je kera boljša, slabša, ampak dejansko se mi zdi, da je slovenščina, da ima nek drug naboj, kot da bi nagovarjala mogoče nek drug del ali pa neke druge občutke. Ne vem, kako ti to doživljaš? Ja, pravzaprav je to res.
pri meni se ta angleščina pač zgodi čist spontano. A ne. Jaz, ko pišem, jaz ne razmišljam zdaj, v katerem jeziku pišem, ampak dobesedno, kakor me pač ti notranji občutki nagovorijo, v tem jeziku pa se pač pesem rodi. In res je, da lahko včasih nekaj v angleščini veliko bolj zaresonira, ne, kot v slovenščini. Tako da ja, jaz mislim, da pač mora vsak, ki ustvarja, pač poslušati samega sebe in se niti ne obremenjevati samim jezikom, ker ne nazadnje se mi zdi, da je glasba itak tak univerzalni jezik. A ne. In vsaj mene, v resnici so mi besedila zelo pomembna, no, mi veliko pomeni, če imajo neko globino, neko sporočilo. Po drugi strani pa tudi jaz, ko prvič slišim pesem jo slišim kot neko celoto, a ne, v glasbi in besedilu. In če se me dotakne, se me dotakne. In ni važno, je v italijanščini, francoščini, slovenščini. Ful sem se veselila, da bova lahko govorila tudi o eni temi, v katero večkrat ti omenjaš, oziroma si tudi že zase rekla, ne, da se dojemaš kot bolj občutljivo, hiperobčutljiva, da je visoko senzitivna oseba, kakor kjerokoli besedo že uporabimo. Kdaj, na kak način si se zavedla te svoje lastnosti, oziroma da nekako tvoj živčen sistem mogoče malo drugače deluje kot recimo od nekoga drugega? Ja, pravzaprav sem se tega začela zavedati, ne seveda podprto z neko teorijo, ampak tako v občutkih že kot zelo majhna. Kot otrok pravzaprav, v bistvu predvsem na ta način, da sem že kot otrok zelo hitro prepoznala, če se je pač komu dogajala neka krivica in me je to zelo prizadelo. Da sem vedno tudi pač opazila, če je pač kdo bil, ne vem, poklapan, ni bil v najboljši energiji. Ne vem, lahko je bilo pač tam 20 otrok, vsi so bili skoraj razposajeni, a ne, en je bil pa bolj tih in umaknjen in mene pač tisto pritegnilo, ker mi pač ni bilo vseeno, zanimalo me je, zakaj se ne počuti dobro, a ne, v tem smislu. Potem pa tudi v bistvu na ta način, da so me zelo prizadele neke take stvari. Jaz recimo, če sem že kot otrok po poročilih slišala, da se, ne vem, nekje dogaja vojna ali pa kaj takega, sem že takrat skoraj občutila neko tako tesnobo, a ne. In v bistvu vsi to so bili že takrat znaki, a ne, te v bistvu hiperobčutljivosti, katero sem pa šele kasneje, zdaj v bistvu v zadnjih letih začela tudi malo bolj raziskovati. In ne zato, da bi zdaj imela izgovor, ja, jaz sem pač hiperobčutljiva, sploh ne, ampak zato, ker se mi zdi, da meni osebno nekako pomaga in me pomiri, da vem, da nisem edina, da je pač to v bistvu, pač so to možgani, ki delujejo malo drugače kot od ostalih, da je to pač, mislim, da desna polobla bolj aktivna, ne ta čustvena. In v bistvu, ko pač te stvari potem malo bolj raziskuješ, si tudi nekako bolj pomerjen in lažje nekako pluješ v tej hiperobčutljivosti skozi življenje. Kaj ti je pa najtežje glede tega, v smislu, ne vem, a ti kdaj kdo metal pod nos, da si preveč občutljiva, kaj so te mogoče ta bremena te hiperobčutljivosti? Ja, v bistvu zelo velikokrat se mi je zgodilo to, da pač, ne vem, je bila neka situacija in sem pač jaz malo bolj čustveno odreagirala, ker se mi je pač res zdelo, da to ni v redu. In potem ti vsi, ne, spet si, kako si občutljiva. Meni se pač to ni zdelo, ne, ker se mi je zdelo, da je to pač čisto normalno, ne, in da pač moram to povedati. Predvsem na ta način, no, in tudi, ne vem, jaz sem pač večkrat videla stvari drugače kot drugi in mi potem ni bilo jasno, zakaj se ne moramo na neki isti valovni, da se ne ujamemo, ne? In se mi včasih zdelo, da neke stvari razlagam, ki so meni tako čisto normalne, a ne? Pa me ljudje drugi sploh niso razumeli, in potem se res včasih vprašaš, kaj je narobe z mano, a ne? Ampak zdaj vem, da ni nič, a ne? Da samo pač drugače, da bolj čustveno, oni pa mogoče bolj analitično pač dojemajo ta svet. Pa če bi lahko zdaj izbirala, bi imela rada bolj tršo kožo ali si nekako sprejela to kot del, ki te v bistvu zaznamuje oziroma ki te dela takšno kot si, no? Ja, vsak dan znova se učim to sprejemati, ker je kar izziv živeti v bistvu s takimi aktivnimi čustvenimi možgani, ki ves čas nekaj razmišljajo. In tudi v trenutkih, ki so težji, rečem, zakaj nimam
trše koža, ne? Ker marsikdo bi pač nekaj čist tako, ne bi bilo nič kaj takega, jaz se pa recimo zelo sekiram, ampak v resnici pa ne bi tega zamenjala, ker se mi zdi, da je mogoče ravno to tudi tista lastnost, ki mi omogoča, da lahko tudi pri ustvarjanju grem globlje, da čutim globlje in da lahko pač ustvarjam. Ker se mi zdi, da tudi to lastnost ima veliko umetnikov in očitno pač mora biti tako. Ja, brez tega pač ne bi počela vredno tega, kar počneš. Ne? Verjetno res ne. A je mogoče tudi to razlog, da živiš na Koroškem, da recimo nisi nikoli se preselila v Ljubljano, saj nisi nikoli živela v Ljubljani? V bistvu v Ljubljani sem živela 3 leta v času študija. Kako ti je bilo? Nisem se mogla navaditi, iskreno res. Znam, ja. Ja, ravno to preveč dražljajo je tu v mestu. Ima mesto tudi svoj čar, recimo jaz rada grem vsake toliko kakšno prestolnico in mi je čisto super, ne, nekaj dni tam, ampak tako za vsak dan pa mi res veliko pomeni, da imam ta mir, ki ga pač na Koroškem vseeno imam, ker tudi živim v okolju, kjer je bližina gozda, travnikov, ne, kjer je v bistvu ta narava, ki pač seveda oddaja neke drugačne frekvence, kakor pač mesto. Tako da, ja, mene je vedno vabilo nazaj domov, nikoli nisem niti za trenutek pomislila, da bi ostala v Ljubljani, pa čeprav glede na delo, ki ga upravljam, bi bilo včasih bolj enostavno biti tu v središču, kjer se vse pač v bistvu odvija, dogaja, tudi na nastope se pač imam veliko dlje zdaj, ko se vozim s Koroške, ampak za samo to ustvarjanje in pa za moj notranji mir pa mislim, da je to prava odločitev. Ja, na koncu je pač prioriteta, da Tako, tudi če imaš malo stresa pol z vožnjo, ne. Tega se navadiš. Zdaj pač pri visokosenzitivnih osebah je res to, da dosežemo limit prej, ne, se pravi, da ti lahko toliko dražljajo, toliko informacij nekako sprejmeš, da do neke točke, ki enostavno ne zdržiš več. Ne. Se pravi, si se pol tudi, ne vem, naučila, kje je ta meja, recimo, kje. Zdaj omenjaš tudi perfekcionizem, a ne? Ja. Kako gre to tudi skupaj z občutljivostjo, ne? Tak. Ja, je kar težko včasih. V bistvu ta perfekcionizem se mi zdi, da če ga znaš držati v ravnovesju, lahko to super lastnost, ne. Zato, ker ti pomaga, da se vedno maksimalno potrudiš. Če pa dovoliš, da je prije preveč do te samokritičnosti, je pa lahko zelo obremenilen. In zdaj, v bistvu kot hiperobčutljiva oseba si že tako ali tako nagnjen k tej samokritiki. Tudi bolj občutljiv, tudi na zunanje kritike, ne? Zato, ker se mi zdi, da kar vse te inpute nekako premlevamo jih, ne, procesiramo, 100-krat greš čez neke stvari. In seveda ta perfekcionizem zraven je pa potem to še krat 10 tega overthinkanja, ali kako bi to pač, ne vem, kako bi povedala to v slovenščini, no, to stalno premišljevanje. Pretirano, ja, tako. razmišljanje. Ampak ja, v bistvu ta perfekcionizem v določenih primerih mi je prišel zelo prav. Sem pa ugotovila, da je ta perfekcionizem pri meni super pri stvareh, ki imajo neke kriterije. Recimo, ko sem bila pač še v procesu šolanja, ne, v gimnaziji, potem na faksu, so bile pač to recimo ocene, izpiti, kjer so bili kriteriji. Ne, torej, če jaz dobim 10, to pomeni, wow, ne, je ta moj perfekcionist notranji zadovoljen, super, ne, sem nekaj naredila dobro. Problem je pa v bistvu pri stvareh, kjer pa ni nekih kriterijev in recimo glasba je sigurno nekaj takega, ustvarjanje, ne. Drugo je recimo, ne vem, klasična glasba, ki jo igraš po notah in pač je cilj to, da se čim bolj približaš, ne vem, originalu. Ko pa ti ustvarjaš svoja dela, pa v bistvu tega kriterija na nek način ni in zelo hitro padeš v neko samokritiko in se ti zdi, da nikoli ne dosežeš cilja, no? Oziroma cilja v smislu, da bi pač zadovoljil tega notranjega perfekcionista. Tako da je kar izziv včasih, no? Moram res biti pozorna in skušati iskati to neko ravnovesje.
Ampak imaš pa tudi ti občutek krivde, ne vem, če si vzameš frej, da nisi produktivna, da nič ne počneš. A imaš ta občutek? Ja, zelo sem imela ta občutek praktično vse življenje in sigurno je tudi to prispevalo k temu, da sem se pač potem izčrpala. Ja, zato ker pač se ti kar zdi, da moraš kar biti, da če ne delaš, a ne, pa kar nekaj ni v redu. Se mi zdi, da nas tudi ta družba nekako tako uči. Za uspeh je pač treba trdo delati, moraš biti produktiven ves čas, ne. Ampak zdaj pa ne, zdaj pa absolutno mi je pomembno, da si vzamem počitek, da poslušam svoje telo, da če pač čutim, da sem utrujena, se pač grem spočiti, a ne. Se več niti ne sprašujem in se ne krivim, zdaj si pa zmatrana, ne, zdaj si pa zaradi tega slaba. Ne, to se zdaj zelo učim, iskati to ravnovesje in se pozna, je pomembno zelo. Pa ti rata pa se res odklopiti, ali si ne vem, tako kot jaz, ki sem pa na telefonu. Ja, tudi ta telefon, evo, ga zavestno dam stran. Zdaj res pač probam delati na tem, da če pač se že vzamem nek počitek, mora to res biti pač počitek, a ne. Telefon na letenje, da me nihče ne moti. Lahko si mogoče vzamem kako lahkotno knjigo, ki pač me v bistvu pomerja, recimo. Ali pa se preprosto samo pač uležem in zaprem oči za par minut in je že to bolje. Ja, prej, ki si omenila, da si že kot otrok, ki si gledala televizijo, pa da je bila vojna, kako si to močno čutila, predvidevam, da tudi pri tebi ne pride v poštev kakšne grozljivke, kriminalke, nasilni filmi. Ne, absolutno ne. Jaz v bistvu, veš, da sem jaz prvič občutila tesnobo pravzaprav. Ko sem bila stara 7 let in so nas v šoli peljali v kino gledati Harryja Potterja. To je najljubši film vseh otrok bil takrat. Jaz pa, mene je pa to toliko se me je dotaknilo, ker je pač bila tudi znanstvena fantastika. In takrat sem jaz prvič občutila to tesnobo, ampak jaz tega nisem znala izraziti, ne. Jaz nisem znala povedati, kaj je narobe, ne. Jaz se samo spomnim, da smo z mamo šle potem tisti popoldan na sprehod in sem to čutila v sebi, ne. In me je mama pač gledala, kako pa je, Ditka, ne, kaj je narobe, ne. In sploh nisem znala povedati, samo solze so se vlile, ne. In ja, in ta znanstvena fantastika, to že kot otrok, če sem jaz to videla, ni bilo okej, tako da absolutno ne gledam nobenih teh grozljivk nasilnih filmov, sploh ne. Se me preveč to dotakne, ja. Ja, saj to je čisto razumem, no, in pa si ti rečeš, zakaj bi se izpostavljal, če že tako je življenje dosti stresno, da boš pa še dodaten stres prek nekih vsebin Točno to, mislim, da nima smisla, no. Če se te tako dotakne, enim je pač to čisto kul, ne. Ja, smo različni. Ja. A mogoče tudi sanjaš bolj intenzivno, ker to tudi ne bi bilo značilno za visokosenzitivne ljudi. Ja, tako se mi dogaja. Včasih ne sanjam nič, včasih imam pa zelo močne sanje. Prav take, da kot da sem res tam, se mi včasih zdi. Da sem potem včasih kar še cel dan pod vplivom sanj. In se mi je zgodilo že parkrat, da so bile te sanje toliko močne in tudi toliko zanimive, da sem jih potem zapisala, ne. Da sem prav šla ti si to napisati in je že kot neka taka kratka zgodba nastala, ne. Ker se mi zdi, da so sanje dale neko idejo, ki sem jaz potem v budnem stanju razvijala naprej. Kaj pa fizična bolečina? Se ti zdi, da tudi bolj močno čutiš fizične bolečine ali bolj čustva sam? Mogoče bi lahko rekla, da tudi fizično, ja, ker jaz sem take vrste človek, da jaz takoj opazim, ne, če fizično nekaj ne štima. Jaz ne zanemarjam tega, ne. Če me malo glava zaboli, glava me boli, okej. Tako da lahko rečem, ja, da, dejansko bolj intenzivno občutim to, tudi fizično bolečino, ja. A tebe mogoče tudi kaos spravlja v stisko, tako da, ne vem, recimo, da ustvarjaš, pa imaš tam en kup, ne vem, perila, ne, zlikanega ali pa ne, pomite posode, a ti tudi to kaj te moti? Tudi to. Zdaj sam preverjam, a veš, če nisem sam jaz. Nisi, absolutno ne. Jaz tudi zelo težko gledam, ja, če ni pospravljeno, če je nek nered in tudi, ko grem ustvarjati, si vedno naredim en tak prijeten kotiček. Red mora biti, ja. Kako si pa recimo pomagaš tako, kad ti te preplavi, kad ti vsega preveč? A imaš kakšne
ne vem, kaj počneš. Ja, mislim, da je zelo pomembno to, da vsak dan pač naredimo nekaj za svoje ravnovesje, ne, in dobro počutje. In predvsem v dnevih, ki so dobri dnevi. Se mi zdi, da včasih pozabimo takrat, ko se res dobro počutimo. Takrat je pravzaprav čas, da naredimo še nekaj več. Ne. Zato, ker ko imaš slab dan ali pa padeš v eno tako, ne vem, bolj slabo obdobje, se je zelo težko včasih pobrati. In takrat je težje pač iskati potem tiste dobre občutke. Tako da jaz probam pač ohranjati eno tako rutino vsakodnevno, ki jo seveda tudi malo spreminjam, da res ne postane rutina. Pomagam si pač z meditacijo, z obrazno jogo, z rednim gibanjem, raznimi dihalnimi tehnikami. Predvsem to, no, v bistvu iščem nekaj, da pač grem vase. In tudi to, da se umaknem v neko tišino, od hrupa, da ugasnem telefon, recimo na tak način. No. Kako pa izgleda tvoja meditacija, če smem vprašati? Različne vrste meditacij so, a ne? In tudi različne tehnike sem sprobala tudi sama, zdaj trenutno se pa ukvarjam s transcendentalno meditacijo, zdaj zadnje mesece. Se mi zdi zelo zanimiva tehnika, ki se pač moraš naučiti pod mentorstvom, no. To je v bistvu res, s to meditacijo res lahko dosežemo eno res globoko stanje, ki je podobno v bistvu stanju spanja, globokega spanca, in dosežemo v bistvu te valove, a ne, res globoke relaksacije. In tudi ta meditacija pač ni zdaj to, da se pač usedeš in ti vedno pač uspe, a ne, doseči ta trans. Včasih gre boljše, včasih slabše, zelo pomembno pa je, da pač si reden in da tega pač ne izpuščaš, zato da dejansko tudi možgane natreniraš na to umirjeno stanje. In kadar mi gre meditacija ta dobro, je to res en tak globok občutek sprostitve, ki me potem drži še nekaj časa. Tako da se mi zdi, da meditacija je res odlična tehnika, no, za vse, ki imajo pač mogoče podobne težave, oziroma ne bom rekla težave, ki pač so podobni. Izzive. Tako, izzive, a ne, ker lahko res pomaga omejiti to količino teh misli, a ne, ki so zelo goste in se ves čas pojavljajo, in pa nekako te da tudi to eno tako pomirjeno stanje. Pa narava, ne, ti tudi pomaga, pa živali mogoče. Tudi oboje, narava z mojim kužkom. Jaz sem res vesela, da živim v bližini gozda, ker gozd mi je od vseh teh naravnih prostorov najljubši, in to, da lahko grem pač med drevje in voham te dišave gozda, to me tudi pomirja, no. In kot rečeno, ponavadi gre z mano vedno tudi moj kuža, ker tudi živali me v bistvu vse življenje spremljajo. Včasih rečem, da je za to kriva moja sestra Eva, ki je veterinarka, no, in je res taka največja ljubiteljica živali in smo že zaradi nje imeli doma vedno pač vsaj eno žival, ampak zelo hitro smo dobili že prvo psičko in od tiste prve psičke naprej me skozi spremljajo psi, no. Moj boj bo zdaj star že 10 let, in je res moj najboljši prijatelj. In a veš, ko včasih rečejo, kakršen gospodar, takšen pes, in lahko rečem, da je tudi on hiperobčutljiv. Ja. Res prav zanimivo je, ampak nekako drug drugemu pomagava, no. Drug drugemu sva en tak terapevt. Ampak tudi to se mi zdi lastnost pač občutljivih ljudi, da lahko vzpostaviš nek globlji odnos tudi z živalmi, ker mogoče kdo drug pač tega glih ne razume, ampak to res, ko občutiš to na lastni koži, je to res nekaj toliko lepega, kar je spet pozitivna lastnost tega, da si občutljiva. Ne? Res je, ja. In se mi zdi, da od živali se res lahko veliko naučimo, no. Predvsem te čuječnosti, a ne. Kako res biti v trenutku, a ne, ker pes je v trenutku, on se ne ukvarja s preteklostjo in s prihodnostjo, on je tam. Se odzove na neke trenutne, recimo, karkoli že poke na tebe, ko stopiš v prostor, kakorkoli drugače, pač on je tam, a ne. Mi ljudje pa se mi zdi, da prepogosto smo ali v preteklosti ali v prihodnosti, to, kar je pa najbolj pomembno, da pač smo tu in zdaj, pa nam je zelo težko včasih.
Poleg tega pa se lahko od živali naučimo tudi neke te nežnosti, in odgovornosti. Kako je pa nastala pesem Teci, teci, moj kuža? Teci še teci, moj kuža. Ja. To je pa ena prav posebna pesem, ja. Poezija, ki jo je napisal Feri Lainšček, in sicer, ko je umrl njegov kuža, Goldi, je bil star že kar nekaj let, in je tudi bil Ferijev zelo dober prijatelj in je bil Feri tudi zelo prizadet, ko je pač ta kuža se poslovil. In takrat je Feri napisal to pesem, mi jo je pokazal, je rekel, če pač začutim, da jo uglasbim, in sem jo uglasbila in sva dobila eno tako idejo, da bi v bistvu k sodelovanju povabila vse lastnike kužkov, torej ki že nimajo več teh kužkov, torej da delijo z nama pač fotografijo, nek spomin na njihovega kužka, ki ga ni več tu. In tako smo potem ustvarili tudi en tak lep video spot, kamor smo vključili vse te kužke, in je zelo taka čustvena, lepa pesem. Vsi, ki imajo pač pse, jo razumejo. Ja, tako je, ja. Ditka, povej mi še, s čim se recimo zdaj kaj ukvarjaš v prostem času, a še kaj tazga raziskuješ, kaj je zdaj pri tebi, ne vem, bereš kakšno knjigo, kaj je zdaj pri tebi aktualno? Ja, pravzaprav so neke aktivnosti ali pa stvari, ki me pač kar ves čas zanimajo in potem jih pač skušam nadgrajevati. Ves čas tudi berem. Resnično zadnja leta pač najraje berem kakšne te knjige, ki so bolj v tej duhovni smeri, no. Zato, ker se mi zdi, da se potem iz tega tudi lahko učim na sebi. Učim se meditirati vsak dan znova, učim se še vedno o obrazni jogi, o delovanju naših hormonov, tudi v povezavi s tradicionalno kitajsko medicino. To so neke take tematike, ki so mi zelo zanimive, in jih pač v prvi vrsti raziskujem za sebe. Mi je pa zelo fajn, kadar lahko ta znanja potem delim tudi z drugimi, in recimo doma moji me zelo radi poslušajo in se mi zdi prav fajn, ko me zdaj že včasih kaj vprašajo in tudi za kak nasvet okoli tega. Tako da to so recimo take tematike, kar zadnje čase več raziskujem, je pa tudi kuhanje. Tudi recimo od takrat, ko sem pač se malo izčrpala, sem ugotovila, da je zelo pomembna tudi zdrava prehrana. Mislim, to vem že dolgo, ampak zdaj pač še toliko bolj in res skušam si čim več sama pripravljati obroke, tako da zadnje čase več časa preživim tudi v kuhinji, in si pač probam sama pripravljati take hranilne obroke, ki so pač dobri za telo in duha. Ja, kar pestri so moji dnevi, no, jaz mislim, ne spomnim se, kdaj mi je bilo nazadnje dolg čas. Omenila si tudi tradicionalno kitajsko medicino, imaš kakšno spoznanje, ki si ga tam ugotovila, ki bi ga lahko delila z nami, aj kaj tazga? Ja, kar mi je najbolj zanimivo oziroma všeč pri tej tradicionalni kitajski medicini, mi je ta holističen pogled na človeka, da pač se ne zdravi posledica, ampak se vedno raziskuje vzrok in da je res želja in cilj ta, da je človek zdrav, išče se zdravje in tudi se človeka torej obravnava celostno. Ne osredotoči, zdaj mene boli, ne vem, glava in zdaj damo pač tableto in ustavimo to bolečino, ampak grejo globlje, in te opazujejo vse, od kakšne lase imaš, kakšna je kvaliteta nohtov, tvoj obraz, skratka cel življenjski stil, in to se mi zdi zelo super. Se mi zdi, da če bi več tega vključevali tudi v našo medicino sodobno, da bi bilo veliko več zdravih ljudi. Po drugi strani mi je pa zelo všeč tudi to povezovanje z naravo oziroma učenje, da bi morali pač opazovati naravo in živeti po tem, kako nam ona narekuje. Torej letne čase, jesti hrano, ki v našem lokalnem okolju v določenem obdobju pač uspeva. Potem recimo, ne vem, opazovati živali, kaj tudi one počnejo, recimo v nekih letnih časih po zimi, večinoma spijo, in tudi mi, recimo, bi si mogli takrat privoščiti več počitka. Naprimer na pomlad, ko se začne narava prebujati, tudi človek potrebuje nekaj več aktivnosti. Skratka, v tem smislu, če bi se pač naučili živeti po teh načelih v sozvočju z naravo, bi verjetno bili veliko bolj v harmoniji.
Kako pa doživljaš zdaj ta čas socialnih omrežij, Instagrama, TikToka, vse na sekunde, hite, Ja, to kdaj bremeni? tudi me, ja, priznam. Tako je, da pač za svoj poklic, a ne, kot glasbenica, to potrebujem in je tudi vseeno en dober medij, a ne, preko katerega lahko dejansko samostojno in hitro delim pač svojo glasbo, a ne, in pač svoje ustvarjanje, tako da z tega vidika je vse okej. Res pa je to postalo tako zelo prenasičeno, se mi zdi, in ves čas se spreminjajo neka pravila, ne? Enkrat, ne vem, enkrat so videi, enkrat so krajši videi, drugič so fotke in vse na nekih algoritmih to deluje in je včasih temu kar težko slediti. In seveda je vse postalo zdaj tudi na nek način promocijsko plačljivo in je včasih kar težko, da tvoje objave sploh dosežejo ljudi, a ne, če pač nisi pripravljen vlagati ne vem kakšnih velikih vsot denarja. Ja, in pa tudi, kako bi rekla, zelo veliko vsebine je tam. Včasih se mi zdi, da mogoče Facebook in ta stran, ki si jo ustvaril, so imeli res samo neki umetniki, športniki, zdaj pa to lahko ima že kar vsak, a ne. In v bistvu je na nek način konkurenca za tvojo pozornost toliko večja. In včasih je lahko to tudi malo frustracija, ja. V enem komadu tudi govoriš, da ne maraš small talka, da imaš raj dolge sprehode. Res je. Ja, to je pa v moji skladbi People, ki je tudi na zadnjem albumu. In v njej dejansko čisto tako direktno povem, kaj imam rada pri ljudeh in kaj ne. In res je, jaz imam rada ljudi, ampak take, s katerimi res lahko grem v neko globino. Res pa nimam preveč rada teh nekih površnih pogovorov in če pač nisem s pravimi ljudmi, sem skoraj raje sama. Ja. Dotikaš se pa tudi občutkov žalosti pa žalovanja v svojih pesmih. Kako se je mogoče tudi spreminjalo tvoje razumevanje žalosti, bi nam lahko kaj o tem povedala? Ja, na albumu imam tudi 2 skladbi, ki se dotikata torej nekega žalovanja. To sta pesmi Shelter in pa I Miss You, ki sem jo napisala zdaj bo že 7 let nazaj, ko sta umrla moja stara starša. Moja babica je bila moja najboljša prijateljica, res sva si bili zelo blizu in takrat, ko je pač ona umrla, je mene to res zelo prizadelo, ker je bilo tako zelo nenadno. In takrat sem se jaz, sicer ne prvič, ampak mogoče tako v odrasli dobi prvič soočila z eno tako izgubo. In takrat mi je bilo res v uporu to, da sem lahko pisala spet, da sem lahko izražila pač ta občutja skozi verze, skozi melodije. Se pa spomnim, da se me takrat prvič sem razumela, kako lahko čustva vplivajo tudi na fizično telo in če jih ne spustiš, te dobesedno zablokirajo. In to se je meni zgodilo, ko sem potem že kar dolgo nosila v sebi to žalost. Se prav spomnim, da sem to žalost začela čutiti pač v prsih, tu not kot eno tako težo, kar, če malce se naslonim na to tradicionalno kitajsko medicino, ni tako čudno, zato ker pljuča so povezana tudi s čustvom žalosti, a ne. Tako da, in takrat sem v bistvu potem vedela, da moram nekaj narediti, da se tega osvobodim. In sem takrat tudi, mogoče bil tudi ten tak prelomni korak, ker sem začela veliko bolj raziskovati, kako si lahko na nek alternativen način pomagam spuščati čustva. Takrat vem, da sem preko nekih virov odkrila eno akupresurno točko, ki se nahaja nekje tu, ki je za spuščanje žalosti. In vem, da sem takrat to točko masirala tako dolgo, da so se na eni točki samo ulile solze. In ko so se te solze ulile kot en slab, sem jaz to žalost v bistvu nekako končno spustila iz sebe. In ko sem to lahko naredila, sem dejansko lahko naredila korak naprej in se je ta žalost spremenila v ene take lepe, tople spomine, a ne. In takrat pač nisem bila sposobna govoriti o teh izgubah, zdaj pa lahko, zato ker sem to na nek način predelala in kot rečeno, zdaj ostajajo samo ti lepi spomini na babico in dedka. Pogosto se pojavita tudi v sanjah, vedno sta živa in zdrava. Ja, tako da mogoče je bil tudi ta korak, tudi ta izkušnja tega žalovanja pomembna in upam, no, da mi bo
v prihodnje pač tudi to znanje in ta izkušnja prišla prav. Pa imaš zdaj občutek, da je babica še vedno s tabo, da čutiš prisotnost? Ja, vsekakor. Pravzaprav, ko enkrat to predelaš, potem res čutiš, kot da ni pravzaprav zares odšla, ne. Zato, ker v bistvu še vedno ostaja en tak občutek radosti v srcu, z vsemi temi spomini, a ne. In se pravzaprav spominjaš samo lepega. Tako da jaz mislim, da dokler so ljudje prisotni v naših srcih, zares ne odidejo. Če bi mogla izpostaviti eno iluzijo v življenju, ki si jo mogla razbiti, da si lahko zrastla, kaj bi izpostavila? Mogoče to, da sem res dolgo nekako živela v tej iluziji, da v prihodnosti bo pa vse v redu. Ko naredim še to, bo pa to, a ne. Ko, ne vem, naredim ta izpit, pol bom pa to. Zdaj pa se zavedam, da pač ni bom potem. V bistvu vse, kar je zdaj, a ne. In tudi tisto, kar še bo, če bo v bistvu sedanji trenutek. In se skušam res učiti biti prisotna tu in zdaj. In se mi zdi, da je to pravzaprav najbolj pomembno. Če nam to uspe, potem smo res zmagali, a ne. Da se ne zanašamo na neko prihodnost, ampak da dejansko probamo ta sedanji trenutek, kar se da pač doživeti res celostno in s celim telesom. Kaj zate pomeni leteti više, fly higher? A je to v smislu nekih zunanjih dosežkov, mogoče si želiš, ne vem, nekih zunanjih, ali je to bolj notranje stanje? Sigurno notranje stanje, ki pa se potem odrazi tudi v zunanjih, se mi zdi. Ko smo notranje zadovoljni, stabilni, pomerjeni sami sabo, potem pridajo tudi tisti pravi rezultati. Seveda te tudi zunanji neki dosežki dvignejo, a ne, te razveselijo, ampak v resnici, če pa ni sidro tu notri, je tisto zelo kratkotrajno. Zato je mogoče, kaj zame pomeni leteti više, ravno to, kar sem večkrat omenila, a ne, da mi uspe biti prisotna tu in zdaj, občutiti nek notranji mir, ampak res v sebi notri, nekaj, kar ne rabiš razlagati nikomur, ampak je v tebi in ti to čutiš. Takrat res s tistim sidrom poletiš više. Ti je lažje pet ali govoriti na podcastu? V bistvu sta to kar dve ločeni stvari zame. Zelo težko bi mi bilo recimo se zdaj s tabo pogovarjati, pa da bi mi ti vmes rekla, Ditka, zdaj pa nekaj zaigraj. Ker bi mogla kar nekako preklopiti, no. Vedno imam rada pač fokus na eno stvar. Nič mi ni težko, oboje mi je fajn, ampak tako, malo ločeno. Pa če te vseeno prosim, da bi nam zdaj za konec nekaj zapela, a ti bo težko? Zdaj, ko je konec, mislim, da bo šlo, da lahko dam fokus samo na petje in igranje. Kaj nam boš zapela? Kaj bomo slišali? Potem pa bi mogoče zaigrala delček čisto sveže pesmi, ki bo kmalu izšla. In je to zopet poezija Ferija Lanščka, ki sem jo uglasbila jaz. Ima pa zelo tak pomenljiv naslov, ki mogoče kar povzame vse te pogovore, in sicer Sanje so večne. Hvala, Ditka, in naj glasba pove tisto, česar drugače ne znamo izraziti. Najlepša hvala. Vabi me reka in modro nebo, veter nemirni mi svojo ponuja roko. Prosi me, angel, ki ve za vse to. Dan se prebuja in trave čarobno cveto. Jaz pa ne morem brez tebe več tja. Strah me je tiste samote na klopi za dva. Vzemi dotike, vsaj moje nazaj.
Sanje so večne, s njimi potujemo v raj. Sanje so večne, s njimi potujemo